Pozdravljeni, sem Marija Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Ja, danes se bomo dotaknili borznega patriotizma. Videli smo, da je slovenski indeks SBI Top po 18 letih vendarle prilezel do rekorda, ki smo ga dosegli leta 2007. Samo 18 let je bilo potrebnih za to, da smo na tisti ravni iz leta 2007. Skratka, je pa v bistvu indeks SBI Top leto začel zelo pozitivno. Mislim, da je bilo v 5 trgovalnih dneh ustvarjenih, mislim, da okrog 6% donosnost z indeksom SBI Top. Tudi nekatere delnice so v prvih dneh praktično novega leta ustvarile zelo lepe donosnosti, tudi po tudi dvomestne, torej 10+ % donosnosti. Skratka, pomembno je, da se dotaknemo tega borznega patriotizma, zaradi tega, ker se mi zdi, da Slovenci v bistvu, ko vidimo te lepe številke, lepe donosnosti, lepe dividende, marsikoga zamika in potem seveda se mogoče celo malce preveč izpostavi temu trgu in malce pozabimo na tveganja. Tveganje kar nekaj in o teh tveganjih smo tudi spregovorili na spopadu bikov in medvedov, kjer sem goste vprašala pravzaprav, kaj si oni mislijo o slovenskem oziroma borznem patriotizmu in slovenski borzi. Kar nekaj opozorili je bilo danih. Jaz vas vsem prosim, dajte poslušati. Seveda odločitev naložbena je potem na vas samih, ampak ne smemo pozabiti, da zgodovina je odlična učiteljica in ne smemo pozabiti, kaj se je takrat zgodilo, čeprav mogoče je zdaj vse super in fajn. Super in fajn je tudi zaradi tega, ker kmalu bo prišel datum, ko bodo prišli tudi INR, torej individualni naložbeni računi. Prišli naj bi marca. Po neuradnih informacijah, ki jih imam, naj bi bili 4 ponudniki. BKS, Ilirika, OTP in pa NLB. Mogoče bo še kakšen prišel, ampak zaenkrat sem dobila neuradne informacije, da so te 4. Stroški še do danes niso razkriti. Razkrili bojo pravzaprav tik pred zdajci, po mojih informacijah. Na stroške moramo biti zelo občutljivi, ker stroški so tisti, ki vam požrejo lahko zelo velik del zaslužka in bomo seveda na MoneyHow tudi podrobno analizirali vse stroške. Še ena zadeva, ki bo prišla v kratkem, in sicer to so delnice Vzajemne. Mislim, da bo to družba z to bo družba z največ delničarji, okrog 445 000, če se prav spomnim številke. Skratka, napoved je bila, da bo delnica uvrščena v že začetku januarja na borzo. To se ni zgodilo. Dobila sem pa informacijo neuradno in sicer konec prejšnjega tedna, torej 8. ali 9. naj bi prospekt vendarle prišel na ATVP, Agencija za trg vrednostnih papirjev. Agencija bo zdaj preverila vsebino tega prospekta, po potrebi, če bodo potrebne seveda dopolnitve, poslala nazaj. Skratka, ali bo dejansko delnica začela kotirati na Ljubljanski borzi konec januarja oziroma februarja, bomo morali še malce počakati. Prav tako, da bomo lahko smiselno ocenili, a je delnica smiselno držati v portfelju, mogoče dokupovati ali karkoli, seveda moramo počakati na vse informacije, da bomo lahko seveda dali neko mnenje okrog te delnice. Glede na to, da smo praznovali 18 let od zadnjega rekorda na Ljubljanski borzi, moram priznati, da sem se spomnila na en indeks, ki je že pozabljen. Mlajši kolegi ga pravzaprav sploh ne poznajo. Sem ga omenila parim ljudem in so me vsi čukast gledali. SBI 20. SBI 20 je, SBI 20 je bil ukinjen leta 2009, torej v obdobju po finančni krizi. Uveden je bil pa marca, SBI Top pa je bil uveden marca 2006. Se pravi, SBI 20 so ukinili, SBI Top so pa 2006 upeljali. Zanimivo, 20 blue chipov je bilo v SBI Topu, med najpomembnejšimi pa so bili, pa dajmo našteti, Krka, Petrol, Luka Koper, Zavarovalnica Triglav. In nadaljujmo. Gorenje, Mercator, Intereuropa, Istrabenz, Pivovarna Laško, Sava.
Tako da kar nekaj podjetij ne obstaja več, nekatere družbe so bile prevzete. Skratka, želim pa s tem povedati, da v bistvu tudi slovenska borza, čeprav se nam zdi, da navkljub nekako nižji likvidnosti, mogoče ne toliko aktivnemu trgovanju kot na katerih drugih borzah, se dogaja, družbe izginjajo iz našega kapitalskega trga, tako da marsikdo zdaj zelo pač na veliko pozdravlja vstop Vzajemne na naš delniški trg. Kaj sem še dobila eno informacijo od Domna Kregarja, ki sem ga malce spraševala, kaj si on misli o slovenski borzi. Rekel je, da se je leto 2026 začelo optimistično, slovenski indeks je stopil v zelo odlično leto, nekatere delnice so precej pridobile v začetku leta, najizraziteje je Luka Koper in pa Zavarovalnica Sava Re. Slovenski trg tako vstopa v obdobje, ko ima dobra podjetja, zdrave bilance in nov vir svežega kapitala. To je dobra kombinacija za prihodnja leta, kljub temu, da so slovenske delnice v zadnjih letih že lepo porasle, pravi Domen Kregar. Zanimivo mnenje imajo tudi naši sogovorniki, Biki in Medvedi, tako da vas vabim, da prisluhnete. Slišali boste tudi kar nekaj opozoril. Nekaj smo že pravzaprav tudi slišali od Marka Bombača, predsednika uprave Ljubljanske borze, tako da, s katerim sem imela tudi pogovor lansko leto. Če niste poslušali ta pogovor, vas vabim, da prisluhnete. Pa en od sogovornikov na našem dogodku je povedal, da že en mesec prodaja delnico Telekoma Slovenije. Preden gremo pa na današnjo vsebino, vas vabim, da obiščete našo novo spletno stran money-happy.si. Tam boste našli veliko zanimivih stvari, med drugim tudi knjiga Mami, oči, ali smo mi bogati. Knjiga govori o pravzaprav finančnem opismenjevanju staršev in pa seveda otrok, o tem, kako varčevati za otroke, kako strukturirati portfelj. Govorimo o pasteh, na katere lahko naletimo v tem dolgoročnem obdobju varčevanja, se pravi, za otroke varčujemo 20 let plus, in tako dalje. Vabim vas tudi, Taxistenta smo opremili še z Revolutom, poleg Trade Republic in pa Interactive Brokers. Lahko seveda zdaj uvažate tudi podatke iz Revoluta. Moram vam iskreno povedati, največ izzivov imamo s Trade Republic, podatki, ki jih pač enostavno ni v redu, no. Mislim, jaz se pritožujem konstantno Trade Republic, da morajo te stvari urediti, ampak kot rečeno, slovenski trg je tako majhen in nepomemben, nepomemben, verjetno ni nepomemben, ampak smo majhni in drugi trgi verjetno imajo prednost pred nami, tako da bom še naprej vztrajala in jih konstantno opozarjala, da te stvari morajo zrihtati, zato da pač enostavno izvoziš, uvoziš in je to, ne. CSV datoteka mora biti, ne more to tako biti, da ti pošlje v PDF. Skratka, Revolut, Trade Republic, Interactive Brokers zelo pomaga pri oddaji davčne napovedi, naš Taxistent pomaga pri davčni optimizaciji, pomaga pa tudi pri tem, da lahko lepo vodite evidenco vseh svojih naložb. Podatki, ki jih uploadate, so vaši, ne grejo nikamor, tako da je poskrbljeno tudi za varnost. Taxistent je v sklopu MoneyHow Premiuma, ker dobite tudi modri AI, ki vam pomaga pri sprejemanju nefinančnih odločitev. Pač ponujajo vam informacije, zato da lahko lažje sprejmete neke finančne odločitve. Kaj vam še zapovedati? Bootcampi. Bootcampi so že kar zapolnjeni, januarski termin je zapolnjen, na voljo je še vedno mariborski termin, dajte se Mariborčani malce prijaviti, da pač še štajerski konc obudimo. Se pravi, tudi za otroke smo pripravili v času šolskih počitnic predavanje za otroke, kako lahko se naučijo upravljanja z denarjem. Priporočena starost je 17, 18, 19, 20 let, eventualno 16 let, mlajši bi pa rekla, da mogoče bodo težje spremljali. Razen, če pač imajo tukaj support starša in potem lahko mogoče nekako skupaj s starši investirajo. Tako da vabljeni tudi na to. Zdaj pa poslušajte epizodo oziroma kratek klip. Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, pošljite mi na marja@money-happy.si in to je to.
Slovenskih delnic danes pravzaprav nismo še nič dotikali, mislim pa, da so, čeprav smo jih stalno omenjali, Blaž, ti si stalno omenjal slovenske delnice, kaj imaš za povedati o slovenskih delnicah? Pokojninske družbe ne investirajo to kot hrvaške družbe v slovenske delnice. Zakaj? A niste patrioti? Dovolj patrioti? Mi investiramo, no? Zato smo tudi delež pred benchmarkom pa konkurenco letos, eden od ključnih razlogov. Tako da hvala slovenskim delnicam, ne, so ene najdonosnejše na svetu letos. Konkurenco jim dela Srednja Evropa pa Južna Evropa, torej to, kar je bilo včas PIX, pa meni ni marov, ne. To je letos v bistvu najbolj vroča naložba, ne. AI težko sledi, no, predvsem pa je bistveno bolj volatilen kot te naložbe. Ne. Se pravi, se vam je obrestoval ta patriotizem? Analiza, pa strategija, pa potrpljenje, ne? Ker smo govorili že pač, ne vem, vsaj 10 let, če ne več, da so slovenske delnice pač ekstremno poceni, ne? Dividende so bile 6, 7, 8% na zrele, varne, nezadolžene družbe, ne? In enkrat je nekdo to pripoznal, ne? Iz katerega razloga, težko rečem, ne? A je to sell Amerika, pa gremo nekam v Evropo, le Slovenija je pocen, torej kupujemo nekaj, kar je pocen, a je to INR, pa je bil zdaj nekdo navdušen nad tem, ne? Pa je šel za to kupovati, ali, ne vem, so rezultati toliko dobri, ne? Da je nekdo to opazil, tako da je ena kombinacija vsega tega, bi jaz rekel, ne? Ampak dejstvo je, da ja, slovenske delnice, super so bile. Mogoče samo še en By the way, Luka Koper, ena najbolj donosnih delnic letos generalno. No. Kaj pa Savarej? Tudi super, ne? Torej ni Nvidia, no, to so hotel reči. Ja, mogoče še enkrat lahko glasujem. Še en argument. Mogoče bi zdaj pretehtala tehnico v tvojo smer. Ampak da mi povej nekaj, Ljubljanska borza je na prodaj, menda da je vaša družba ali je solastnik dal celo menda da ponudbo za prevzem Ljubljanske borze? Ne bi vedel, ne bi vedel nič o tem. A gremo mogoče sam na hitrco, pa ta pač patriotizem en krog naredimo. Povejte, kaj si mislite o tem, o slovenskem patriotizmu oziroma investiranju v slovenske delnice. Andraž, hiter, na kratko. Ja, mislim si, da patriotizem ne sme biti tukaj razlog. Zaradi tega tako se najbolj črnih, ko bi rekel, zgodb napiše. Vse imamo izkušnjo iz leta 2006-2007, kaj se je pol dogajalo, ko smo videli, takrat smo samo en trg poznali, no? Ali pa pol še 2-3 balkanske. A ne? Tako da treba je pač enostavno, saj ni veliko delnic, tako da se lahko usedeš pa vse pogledaš, pa jih nekako nek kontekst z nečim drugim postaviš, ne? Tako da si vzameš eno delnico na mesec, pa ne bo eno leto trajalo, ne? Tako da v bistvu z tega stališča je rekel, je skoraj malo bolj stock picking, ne bi skoraj rekel, da je to neka zgodba, to so slovenske delnice, z izjemo to, da je nek kolektiven, ko bi rekel, pool varčevanja, ki ima lastnost, da gre in če gre neki če še sam malce varčevanja iz depozitov prestav na ta trg, ni težko zelo hitrost navzgor najdeti, ker je prometa približno 2 in nekaj milijona na dan, ne. Zdaj, to zgleda tako super, ko gre gor, ne, sam za nekoga, ki je probal prodati kakšno od teh delnic in jaz sem bil med tistimi, ne, ki je bilo tako 25 tisoč evrov prometa na kakšnemu Telekomu leta 2008 ali pa kar preskočili na 2 dni, pa ni bilo nič, ne. Tako, to se je tudi treba zavedati, torej imajo neko likvidnostno premijo, malo je treba vračunati not, ne moš kar nasuh z nekim večjimi stvarmi primerjati, je pa tle ta cashflow je pa buffer in to je pomembno, veliko teh delnic je zaenkrat še zmer nekih mini, nam rekel, monopolov, ampak imajo nek močan tržen položaj, no, da nam rekel prevladujoč in to je nek moat, torej neka obramba, a ne, okrog, ne. Mogoče kot en del portfelja, a ne, ampak na koncu jaz mislim, da na dolgi rok imajo pa vse te družbe neke izzive, ne zdaj danes, ampak če gledamo naprej, damo vektor tehnologije, konkurence itd., pač se tudi v Evropi vidimo, pač, da hodijo samo roki trkati na slovenska vrata, recimo. No, da je še Nikola, boš ti povedal, Interactive Brokers, vi ste v bistvu uporabljate njihovo infrastrukturo, zdaj se ponujajo tudi delnice slovenske na tej platformi, prej jih niste analizirali, zdaj jih pa analizirate, ne? Pa v bistvu tako, jaz se strinjam, meni se zdi trg zelo še vedno zanimiv, je pa tako, da mi večinoma priporočamo ETF od Intercapitala, se mi zdi zelo super produkt, dividende bruto, se reinvestirajo, ni davka in tudi mi opažamo naše stranke, večinoma gre v to, dobijo celo košarico SB-ja, ne rabi se ukvarjati s stock pickingom in se mi zdi to super produkt.
one-click solution. No. Jaz mislim, da še vedno potencial, slovenski trg je podcenjen, če gledamo fundament, je pa problem te likvidnosti. Jaz prodajam Telekom že 1 mesec, se mi zdi, pa ga ne morem prodati, pa niso zdaj neke hude količine. Ceno znižaj. Ja, točno to, ja. Tako da, moj limit je noter že 1 mesec, se mi zdi, in to je, se vem. Ja. Ampak ICSLO, ETF. Simon, kaj boš pa ti povedal o slovenski borzi? Ne vem. Jaz recimo nisem kupil po moje slovenske delnice več kot 15 let. Imam nekaj odprejno, tako da sicer jih lahko prodam, ampak bi imel en tak bolj celostni pristop, ne, dajmo vzeti povprečnega Slovenca. Ne. Recimo, da ima nepremičnino v Sloveniji. Ne. Torej je odvisen ta cena, dajmo reči, od razmer v Sloveniji, mogoče v Evropi, potem ima plačo v nekem povprečnem slovenskem firmi in je spet njegova plača je odvisna od razmer v Sloveniji. Potem imamo morda še, ne vem, ko je imel pokojnino, prvi steber, bo spet odvisen od razmer v Sloveniji. Zdaj pa je nekaj prišparov, ne, ima nekaj sredstev. Ne. A mi zna kdo povedati samo en racionalni razlog, zakaj bi ta sredstva dal nazaj v Slovenijo, kamorkoli. Če lahko na klik, kakorkoli, prek skladov, prek online brokerja, karkoli, da kamorkoli na svetu. Ne vem, Kitajec, ne Američan dela za njegovo penzijo in še nekaj, mi smo tukaj v veliko boljšem položaju kot nek Američan. Američan, ki ima isti problem, kot ga ima Slovenc, se ne more izogniti temu praktično, da bi svoje premoženje, ko ga dal v delnice, dal v ameriške delnice in ima zelo slabo razpršitev. Iz slovenske pozicije, ko so vsi naši drugi prihodki vezani na Slovenijo, lahko zelo, zelo krasno razpršimo premoženje, tako da ga damo v tujino. Tako da enega tazga fundamentalnega razloga, zakaj bi dal več kot 0,0001 svojega premoženja v Slovenijo ni. No, moram priznati, da to, kar zdaj govoriš, je skoraj identično povedal tudi Marko Bombač, sedanji predsednik uprave Ljubljanske borze, nekdanji tvoj kolega, analitik. On je povedal in je pač šef Ljubljanske borze. Skoraj identično. Ne, ampak to je povedal pred leti za Siol. Okay. Danes je malce drugačna zgodba. Danes ima 20 do 25% v svojem portfelju Slovenije. Tako da Zama insajderske informacije. Razmere so se spremenile, mal je postal zrel, in nič ne sopada to s funkcijo. Dozorel je, Dozorel je. Skratka, zanimiv argument. Tilan, daj še ti povej, a ti mogoče spremljaš slovenske delnice? Ne. Jaz sem eden izmed tistih, ki smo v prejšnjem ciklu uspešno lepo prodali. In nisem več gledal tega trga, to je eno tako načelo, ko se ga pač, ne vem, od svojih vseh let držim, da pač kar nekaj kupim pa prodam, se tega ne dotikam več. Tudi tehnična analiza ne moreš delati tam, ne? Tudi to ne morem delati. Pa tudi, kar me res skrbi, tudi Andraž je to tudi omenil, pa kar je dejansko, ne, zdaj se res ful govori, ful piše delnice, slovenske delnice, te IRR računi, vse je pocenjeno proti trgu. Seveda, ko imamo vse pozitivne novice, na plitkem trgu ni težko tečaja premikati za 100 ali pa 200 tisoč evrov, to se moramo razumeti. Ampak en resen vlagatelj iz tega borze ne bo prišel ven po zero tečaja, bo pač mogel ceno spustiti, tako je Blaž rekel. In te cene bo spuščal, ko bo se trg obrnil, ko se bo pesimizem vrnil na borzo, bo spuščal po 5-10% na dan, mislim, verjetno so limiti. Spomnimo se, mislim, ko analiziramo trg, pa ko hočemo predvidevati, kaj se bo v prihodnosti dogajalo, se moramo vedno spomniti, kaj se v preteklosti dogajalo. In mi smo tle vsi v nekih, bomo rekel, poznih 30 letih, da se spomnimo vsej 2 borznih balonov, pa tudi kar pol dejansko temu sledi, ne. In tisti problematični so portfelji, ko so skoncentrirani samo na Slovenijo. Če je to en delež majhen v slovenskih delnicah, super fajn, so super delnice, skoraj, bom rekel, res, osredotočene na naš market, imajo neke monopolne položaje, prinašajo dividende, res lepe. Kot en delček portfelja ne vidim problema. Vidim pa problem, če so to veliki portfelji, pa skoncentrirani samo na slovenski trg. Sašo, še ti mogoče imaš mnenje? Mislim, se ne sploh kaj dodati. No. Treba se zavedati, da včasih ta plitka likvidnost zamaskira marsikatero slabost tega trga. To je treba vedno imeti v mislih.
Sam se mi zdi, da zdaj vlagatelji gledajo čist drugače. Raste, ful smo zaslužili. Zanč mi je en kolega razlagal, imam 60% slovenskih delnic v portfelju, ful je zrastel. Mi z Andražem skupaj sedela za to barko in gledala, v bistvu, kako tone takrat v tej korekciji. Ja, ampak ljudje nimajo te izkušnje. Vem, da nimajo. Sej mogoče je ne bojo sploh nikoli rabili. Ne? Upam, da ne. Upam, da ne, ker res ni fajn. Ampak ja, za ene resne ali pa recimo temu večje igralce je to kar veliko ovira. No. Ta likvidnost je problematična. Kot drugo, vedno se treba vprašati, kakšen je dolgoročen potencial rasti. Imamo kakšna podjetja, ki bi jaz rekel, da imajo neko dolgoročno zgodbo, vsako podjetje, ki mogoče te zgodbe ni. A si lahko konkreten? To ne bi bil. No. Dejstvo pa je, da je bil to v zadnjih 3 letih res eden izmed boljših trgov in da ja, kljub temu, da sem jaz se tega trga izogibal, to še zmeraj ne pomeni, da mi moja draga žena vsak dolgcajt ne vrže. Zakaj pa nismo kupili Krke pa NLB-ja, kakšen finančni strokovnjak pa ti si? Samo res. A ne? Tako je, to je to. No, evo, to je v bistvu o borznem patriotizmu. Naslednja epizoda, ki bi jo rada pripravila še iz tega spopada bikov in medvedov, je Buy the Dip strategijo. Spraševala sem naše goste, kaj si mislijo o tej strategiji, kdaj je smiselna, kdaj ni smiselna, kako moramo paziti na to strategijo, kdaj, da se ne opečemo, ker se lahko tudi zelo hitro opečemo, če pač kupujemo po principu Buy the Dip, se pravi kupuj padce. O tem sem tudi napisala članek, hkrati, to ne smem pozabiti, na voljo imate tudi članek o borznem patriotizmu, ki je pravzaprav moj komentar, samo tipkajte komentar borzni patriotizem, MoneyHow, pa boste našli tudi ta komentar, če si želite malce bolj poglobljeno prebrati vsebino. Tako da poslušajte MoneyHow, ne bo vam žal in lep pozdrav!